Prijeten glasbeni pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo vas je videti spet v naši družbi in tudi danes bomo, navkljub nekaj snežinkam, greli vaše srca z dobro glasbo. V našem studiu nocoj, koroški pozdrav, ansambel, ki je obeležil 20 let, zagotovo jih dobro poznate. Upam, da že imate njihovo novo zgoščenko, seveda pa vedno nasmejani, kot pravijo, čas je naredil že nekaj svojega, ampak verjamem, da verjamejo v ljubezen in verjamejo v dobro narodno zabavno glasbo. Zato uživajmo v dobri družbi že na samem začetku skupaj z ansamblom Rosa. Dobrodošli! Rosa vam igra, gre glasba do srca, mi danes tukaj smo, da vas zabavamo. Sem skupaj lep večer, zapli zdaj njihovi, zaplišite zdaj si na 1, 2, 3. Zdaj Rosa vam igra, veselo iz srca, ta polka taka je, napis potegne vse, za njo pa valček se prav nežno oglasi, da fant se stisne k svoji deklici. Rosa vam igra, veselo iz srca, ta polka taka je, v njej nekaj skriva se. Povabi deklico, napis popelnijo, dobil poljubček boš s to polkico. Zdaj Rosa vam igra, do jutra ranega, zdravice se vrsti, kozarci zazveni, zapojte z nami vsi, domov se ne mudi, čeprav se jutro novo že budi. Odlična glasba naših današnjih gostov, osrednjih. Lep pozdrav, ansambel Rosa. Lep pozdrav, dobro večer, Klavdija, tebi in Rosa. gledalkam in gledalcem. Kaj pa sneg? Kako je na Koroškem? Ja, zdaj Rosa zmržuje. Kako je na Koroškem? Malo snega, pa ni veliko, tako da kar isto kot v Velenju. Več ali manj? Ja, trije vem, da so zagotovo Korošci. Slovenske Konjice okolice, se spomnim še prav. Maribor, ne? Ja, zdaj. Karmen, ja, in? Ja, drugač pa? Okolica Nazar. Kolega na tvoj... Koroška. Koroška tudi. Muta se ve. Ja, ti si torej najdlje. Ja, pravzaprav. Ja, si visoko, tako tudi? Ne, ob Dravi. Ja, to pa potem. Ob Dravi. Ja, malce lažje, ne? 20 let ste nanizali, to se pravi, to je ena takšna prelomnica ansambla, kako bi rekel. Je že bila verjetno 10, ne, ko pa pride enkrat 20. V bistvu ne gledamo kot prelomnico, gledamo kot eno obletnico, pa lahko smo veseli, da smo tako dolgo skupaj zdržali oziroma držimo skupaj in verjamem, da bomo še dolgo.
imamo polno načrtov, polno planov, polno energije, kot si že uvodoma rekla, smo vedno mlajši, posebej Karmen. Ja, Karmen pa je uporabila nekaj čist posebnega, ne? Kaj ste to pripravili za njo? To so ženske. To bomo pa vprašali, tam le brata Švab, imata pa eno kremico, tako. Bi jaz tudi prosila, če imate še kaj viška. Drugače pa verjetno vas pomlajuje glasba. To pa tudi drži, ne? Res je, čeprav zdaj vedno smo starejši, pa vedno bolj naporno je, posebej Kaj zdaj bolj besedila poslušate, ko ste starejši? Prej ste bolj poskočno tako bili, ne? Kaj? Ko si pa malo starejši, pa začneš bolj globoko razmišljati, pravijo, ne? Ja, zdaj, odvisno na katerem področju. Ja, ste še vedno veseljake, to pa seveda verjamem, ne? To pa ja. Ona dva imate tako kar povezan smeh, ne? Ko se smeji eden, se smeji tudi drugi. To je naučeno. To je naučeno. In jaz verjamem, da bodo danes gledalke in gledalci v smeh spravili tudi vas z zanimivimi besedami, ki se obetajo v našem pogovoru. Zdaj pa naj bo tista glasba, pa ta prava, ki bo govorila, in privoščimo si še eno skladbo ansambla Rosa. Dober dan, lep pozdrav, voščimo ti, naj dobre želje ogrejejo srce. Stisni dlan, nič težko, naj ti ne bo, ti dobro želim, prijateljstvo delim. Vem, da življenje se kdaj obrne in žalosti, ko pride tvoj pogled ti zamegli, a breme vsako je tvoje lažje. Zato pa sprejmi mojo dlan, prijatelj moj. Dober dan, lep pozdrav, voščimo ti, naj dobre želje ogrejejo srce. Misel ta prek sveta išče poti, prek srčnih vezi do dobrih ljudi. Vem, da življenje se kdaj obrne in žalosti, ko pride tvoj pogled ti zamegli, a breme vsako je tvoje lažje. Zato pa sprejmi mojo dlan, prijatelj moj. Kvintetna glasba, torej, ki prihaja danes iz koroškega konca. Mi si bomo zdaj privoščili en takšen pravi zimski pozdrav biserov, ki nam bodo, če ne drugače, vsaj oni pričarali lep, bel, snežen dan. Glej v nebo, poglej, kako se spokojno zdi. Čas miru, radosti v dušo se seli. Že snežinke letajo, vse po njih diši. Prvi sneg, nežni sneg nam pobili breg.
zapisal, spet bom tvoje ime, mu okrog narisal bom srce, ti povedal, da imam te rad, še zmeraj kot tisti krat. Sneg zapisal, spet bom tvoje ime, mu okrog narisal bom srce, ti povedal, da imam te rad, še zmeraj kot tisti krat. Ko drevo se okrasi, nanj pripnem želje, iskric sto zažari in jih oživi. Saj želja zares ni sto, ena sama je, naj bo vse prav tako dolgo, dolgo še. Zapisal, spet bom tvoje ime, mu okrog narisal bom srce, ti povedal, da imam te rad, še zmeraj kot tisti krat. Sneg zapisal, spet bom tvoje ime, mu okrog narisal bom srce, ti povedal, da imam te rad, še zmeraj kot tisti krat. Ti povedal, da imam te rad, še zmeraj kot tisti krat. Vračamo se v studio, oddaja Najvižja, kjer bi kaj v pesek bi mogoče lahko še kaj napisali, zagotovo pa ne v sneg. Seveda pa bomo skupaj z glasbo zapisali naslednjo glasbeno točko, ki jo za nas pripravlja ansambel Rosa. Družimo se z njimi in seveda poslušajmo dobro glasbo. Življenju, ko ne znaš naprej, ko ne veš, katero smer bi vodil svoj korak. Z množico ljudi si vedno bil obdan, danes na razpotju plah si in vesel. Mar si zid zgradil tam, kjer naj most bi stal, si prijatelje iskal tam, kjer jih ni bilo. A nekje je nate čakalo srce, tista topla dlan, ki ji je mar za te.
boš našel pot do drobnih radosti. To, da ansambel ustraja v dobri družbi toliko let, verjetno zraven veliko vlogo igra tudi prijateljstvo. Je to res, Karmen, se strinjava? Ja, seveda, če ne bi bil tako dolgo skupaj, ne. 20 let so zapisali večino fantov, ne? Ja. Ti si prišla malce kasneje. Ja. Koliko let si zapisala ti? Mislim, da imam zdaj nekih 13. 13. Mislim, da sem se Fantje zmotila. štejete? 13. Aha, Ja. 13. Po otrokah. Kako to pomeni po otrokah, da štejete? Da je Karmen glih toliko zraven, koliko je Janju, ta starejši sin, star. Aha, tako. Je tako lažje? Ja, lažje. Se pa vidi, da čas beži, ne, in da seveda otroci rastejo. Kako vaši potomci sprejemajo glasbo ansambla Rose? Ja, mislim, da so kar vsi nekako ostali na nekih teh poteh, ki smo jih mi začeli. Jaz lahko za svoje povem, da res, kakor se za glasbo začne ona zraven, mogoče tudi katero pesem boljše zna od mene, A res? glede teksta, kar se tiče. Tako da gre za pa naše Te zdajle stopinje. gleda? Smo Te zaveseljeni. zdajle gleda? Ne, žal ne. Škoda, ne? Ampak jo vse lahko pozdraviva. Kako je ime? Ela. Ela. Torej, Lep pozdrav Eli, ja. Ki poje mamica. Prosim. Ko smo imeli promocijo, lansko leto, promocijo po koncertu ob 20. obletnici, je Ela na odru zapela našo pesem Babica naša slavi z nami, tako da je požela največji aplavz. Ja, ne, deklica je stara 5 let, ne, tako se vede, ne. Ko Tako da si gre bil po maminih ti star 5 stopinjah. let, si že igral trobento? Ne, takrat še ne, Takrat še nisem pa ne. imel Veš, kaj kak aplavz bi trobenta. bil požel? Ja. Če bi takrat Takrat še pa trobento ne. že imel. Sicer pa, ne, malce stopi malo k meni, juhuhu, vse te lahko malo povprašam, ne. Ker skrbiš za prihodnje rodove, ki bodo igrali tudi slovensko narodno zabavno glasbo, poleg klasične verjetno, ne? Ja, tudi ja. Ja, ja. So pridni otroci ali je priden učitelj? Ne, imam pridne otroke, tako v šoli, tako doma, tako da je vse štima. Vse, žena tudi uboga. Zelo. Zelo. Kaj pa babica? Ja, moram povedati, da imam srečo, da imam tako babico pa detka, ker jaz sem zmen popoldan v službi in zmen preskočita na pomoč in pazita otroke. Pazite, 3 otroke, torej Ja. 3 vnuke. Torej takrat babica in dedek slavita. Tako je. Ko seveda staršev ni doma skupaj z vnuki. Babica naša slavi je pa vaša naslednja glasbena točka. Zadnjo ste posneli tudi videospot, danes pa si jo privoščimo torej takole v živo v naši vdaji. V hiši domači smo zbrali se vsi, danes babica naša slavi. Zaželimo ji zdravja, naj dolgo živi, solza sreče pa polzi. Je praznik narisal na lica na smeh, radost iskro prižgala v očeh. Spletel čas je srebrne in nitke v laseh, da še bolj šarmantna je. Hišo domačo se vračamo vsi, saj po kruhu potici diši. Ko na pragu nas babica stisne v objem, kar ostali bi v njem. In danes, ko babica praznik slavi, v naši družbi se dobro drži. Ni potrebno veliko besed, že poglej, v ritmu polke se vrti. Hiši domači smo zbrali se vsi, danes babica naša slavi. Zaželimo ji zdravja, naj dolgo živi, solza sreče pa polzi. Solza sreče pa polzi.
pa še kako drži. Naša babica slavi in seveda priskoči na pomoč, kadar jo potrebujemo. Zagotovo pa danes še ena zanimiva predstavitev čisto mladega ansambla z imenom Pojav. Fantje še niso bili v naši oddaji, danes bodo to premierno in zagotovo vam bodo zapeli, tako kot znajo in seveda predstavili svojo glasbo. Zdaj pa še kakšen videospot, potem pa zanimiv pogovor z našimi osrednjimi gosti. Na tem svetu nismo sami in zato pomislimo, da nekdo je tu med nami, ki morda mu je hudo, pa ne more, pa ne upa si prositi za pomoč. Potegnimo zna obupa ga in mu vrnimo moč. Zdaj ni časa, ne prostora za težave in za vis. So človeku naj opora, človek boginu korist. Dobro samljanje v jeseni, podarimo mu opis. Več kot biser mu pomeni, tople roke kratek stis. Je pravi trenutek za dobre ljudi, naj zmaga občutek za prave stvari. Nocoj podarimo del sebe srčno, nekomu zjasnimo oblačno nebo. Zdaj ni časa, ne prostora za težave in za vis. So človeku naj opora, človek boginu korist. Dobro samljanje v jeseni, podarimo mu obisk. Več kot biser mu pomeni, tople roke kratek stis. Je pravi trenutek za dobre ljudi, naj zmaga občutek za prave stvari. Nocoj podarimo del sebe srčno, nekomu zjasnimo oblačno nebo. Trenutek za dobre ljudi, naj zmaga občutek za prave stvari. Narava prinaša veliko lepih stvari in seveda skozi videospote vidimo veliko slovenskih krajev. Lepi konci pa so seveda tudi na Koroškem, odkudar več ali manj prihajate fantje in kjer se večino dogajajo stvari, ki so povezane z vašim ansamblom. Med zadnjimi tudi vaša velika obletnica ob 20. številki, ki sem rekla sicer, da je prelomnica, sicer me je Jani malce popravil, ampak da ansambl vztraja 20 let, je nek tako, Ja, mislim, da se malo zamisliš nad tem. Vsaka okrogla obletnica je neka prelomnica in tudi pri vsake okrogli obletnici si pa zadaš nove cilje za naprej. In mislim, da naša 20-letnica je bila tudi ena izmed teh prelomnic, da smo si zastavili cilje za naprej, kako bomo naprej vozili. Pa tudi kot sama prireditev, ki smo si zastavili v Slovenj Gradcu, v mestnem jedru, mislim, da nam je kar uspelo. Srečo smo imeli z vremeno, ljudi je bilo polno, tako da smo bili zelo zadovoljni. To je takšen trg, veliki je, ne? Ja, pred cerkvo, se pravi med cerkvo pa med galerijo ali pa Slovenjgračani, ko znajo, se pravi med konjo, je en tak velik prostor, kjer je približno, kaj pa vem, okoli 1000 ljudi. In mislim, da je bilo kar polno. Zakaj ste se odločili torej riskirati in iti na prosto pod nebo? Ja, skozi smo razmišljali, do zdaj smo vsako obletnico naredili v dvorani, pod streho, ampak ni takega vzdušja, ko pa če narediš na fraj. Sicer je bilo malo dileme glede vremena in še tudi 1 uro pred nastopom nismo bili ziher, a bo zdržalo, ne bo zdržalo, ampak hvala Bogu se je obneslo in vreme je zdržalo.
občinstvo je bilo navdušeno in je bil nek tak čisto drugačen občutek stati na odru, na fraj, ko pa če bi bilo vse to v dvorani. Po 20 letih so verjetno Korošci ponosni na ansambel, ki prihaja iz teh koncev, predstavlja seveda tudi z govorico in s kakšnimi vižami, ne. Nasploh, če te vprašam, Karmen, kaj te na Koroškem najbolj pritegne? Kaj je bila tista stvar, ki se ti zdi, da je mogoče drugačna kot kje druge, mogoče pri tebi, zdaj v Mariboru ali prej v Savinjskih koncih? Kaj te najprej opozori, da si na Koroškem? Ja, mislim, da tisti prvi je jezik, ne, ker Korošci imajo res neki taki čisto posebno govorico oziroma narečje, Si ki se potrebovala ne more veliko skriti, ne. časa, da si vse razumela, kar so izustili? Ja, še zdaj včasih prej kakšna taka beseda, Matej jih zna nekaj takih Matej, deva zelo starih. Zadnje vprašanje za Karmen. Če je še kakšna taka beseda, ki jo Karmen še ni slišala, da je dava en izziv, kaj pomeni tista beseda? Pa bom še jaz pomagala. Problem je samo v tem, da vse Korošci govorimo pravilno slovensko. Naša intonacija je mogoče malo bolj trda, ker je tisti prava koroščina je že malo, kako ne rečem, ne da je pozabljena, ampak res malo kdo govori. Drugače, kar se tiče tega, je Milan Kamnik, on res zdržuje to koroško besedo, pristnost, in on je ta pravi za to. Jaz se bom pa tekom vdaje spomnil eno besedo, ker... A smo težko? Ne, ni težko, ampak so jih teh besed, da se trenutno se zdaj... Vesela, kakšno lahko, da. Zdaj razmišlja, kjer beseda mi dal, da jaz ne bi vedela, ne. A tako si pa Širakl. Širakl. Ja, kaj je širakl? Aha, dobro. No, ker se za mene... Potrebuje pri kurjavi, ko daš čistiš peč. Ja, to je to, ja. To je taka železna stvar. Če bi me vprašala, kako se slovensko temu reče, ne vem. Ampak mi rečemo širakl, ampak to je za mene slovenska beseda. Kako pa pri vas rečete temu, ko čistiš peč? Se ravno razmišljam zdaj, da tudi nekaj, da se podobno reče, ne, ampak niti se nisem upala zdaj reči, ker pa navadi so te besede tak, da nekaj rečeš, pa reče, ne, to sploh ni to. Je pa čisto nekaj drugega, ne, seveda. Čeprav, kar se pa tiče petja, pa pojete seveda pravilno slovensko, več ali manj večina svojih skladb. Zato imamo danes tudi tukaj tole vašo najnovejšo zgoščenko, ki je bila izdana ob vaši 20. obletnici. Ja, tako, to smo jo izdali, se pravi, 24. junija. In točno na ta dan je tudi šla v obtok in smo jo tudi tam imeli, da se lahko ljudje kupili. Na njej je 13 skladb, od tega je kar, mislim, da 10 avtorskih skladb, od tega sta Igor Vrhnjak in Andrej Švab avtorja teh avtorskih skladb. Potem je tudi Bojan Lugorič nekaj naredil za nas, Boštjan Konečnik, tako da neka povezava s Koroško je, pa tudi z... Tudi Romana Cafuta, tudi Romana Cafuta besedilo. Ja, tekstov prispevala k vašemu ansamblu. Tako da bolj lokalno tudi posežete po ja, nekod na začetku smo se pač naslanjali na tuje avtorje, zdaj pač ugotovili smo, da tudi sami lahko nekaj naredimo, tudi na prejšnjem, pa predprejšnjem CD-ju smo naredili, mislim, da polovico CD-ja avtorskih skladb in smo rekli, da pač na 20. obletnici se pa tudi spodobi, da nekaj svojega, damo en svoj prispevek k temu CD-ju. Vaši vzorniki? Kar se tiče glasbe, Karmen? Tvoja pevka, po kateri se zgleduješ? Mislim, da ne bi, zdaj, če bi verjetno jih mogla kar več našteti, ampak mislim, da smo, glede na to, da smo kvintet, vsi nekako posegamo po tej Avsenikovi glasbi in njihovih izvajalci. Ja, tvoj idol na kitari? Ja, tudi na začetku je bil, vsekakor je bil Levček in sem tudi veliko preposlušal Avsenikove glasbe, pa tudi veliko ostale kvintetovske glasbe, tudi od Štirih Kovačev, tudi od Fantje treh dolin. In potem, ne vem, potem greš eno tako svojo pot in se najdeš tisti svojo pot in se potem tudi ne oziraš tako več na druge, pa če igraš tisto, kar tebe leži, kar ti čutiš in mislim, da je to tono. Ko ste praznovali 20 let, ste imeli tudi veliko prijateljev, ki so praznovali z vami. Pripravili ste koncert, kjer so seveda popestrili tudi drugi. Mogoče še kaj omenimo, kako je bilo, kdo vas je pospremil v tole praznovanje? Rdeča nit našega koncerta je bila to, da so se vsi naučili naše komade. Se pravi, vokalno, mi smo za inštrumental smo mi poskrbeli, vokalno so pa poskrbeli gostje, to so bili Vihar, potem Škorpijoni, napev,
štirje kovači. Korošci, sami Ja, sami Korošci. Korošci. In smo tudi, mislim, način, kakršnega smo si predstavljali, je predvsem bil v tem, da smo povabili vse koroške, ne vse, ampak najbolj poznane koroške bende, ker vseh nismo molili, ker jih je na Koroškem 45 in je to kar... A res? Približno. 45 Ne, to so zdaj tako približno nek, njih pa veliko manj. Od trio do kvintetov. Tako, po moje, tam do na 10 bi še znala iti, ne? Tako, glede Ja, na pa to, je še pa 20, še pa takih, ko se ne vključujejo v televizijo, aparat. No, torej, tudi Koroška je konec koncev majhna, ne? Ja. Ampak veliko glasbe, ne? Tako da, ni straha, da bi tale glasba utihnila? Ne, mislim, da ne, na Koroškem res ne, ker mislim, da zdaj na Koroškem pa ima že res vsaka vas, prej smo rekli lahko vsako mesto, ker imamo 5 mest, ko je malo večjih, ampak zdaj pa res vsaka vas svoj ansambl, tako da za gasilske veselice se ni treba bati, da bi zmanjkalo ansamblov. Ansamblov, ne? V redu, mislim, da ste se dobro odrezala, zdaj vaju je Jani poslušal. Ja, bom čakala pa na oceno. Prišel na pauzico, ne, ker si je malo privoščil počitka. Hvala za tale pogovor. Želim vam seveda, tako kot smo dejali, vztrajno naprej. Navkljub temu, da pač so zdaj družinske obveznosti, službene obveznosti, ampak menim, da še vedno najdemo čas tudi za glasbo, tako da uspešno naprej. In nas še naprej razveseljujte, tudi v drugem delu oddaje še pridete kaj zaigrati, tako da se veselim. Ja, hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa seveda zdaj prinašamo še nekaj pozdravov iz Primorske, tokrat v dobri družbi akordov. Skromna vsaka, prijazna je hišica naša, ta bila, kjer so tekla otroštva mi leta. Vračam njenom jem. Lani spet obiskal sem najmlajšega brata, novi svet za vasjo sem domačo ugledal, kjer bilo je nekoč naše toplo zapitje, kar tako hladen dom zgradil si je. Kje hiša si bila iz moje mladosti, je s tabo odšel zadnji moj lep spomin. Zdaj le še gomila, kjer mati počiva, je kraj, kamor vrača zgubljeni se sin. Sam ne vem, kaj naj dragemu bratu sploh rečem, raje grem tja na vas, kjer me kdo še poznal bo. Sam sedim sredi vrveža novih obrazov in krotim greko solzo v oči. Kje hiša si bila iz moje mladosti, je s tabo odšel zadnji moj lep spomin. Zdaj le še gomila, kjer mati počiva, je kraj, kamor vrača zgubljeni se sin. Je kraj, kamor vrača zgubljeni se sin. Upam, da uživate ob dobri glasbi, tako kot mi. In kot smo prej dejali, zdaj v našem studiu nekaj mladega, frišnega, nekaj, kar še ni bilo pri nas. In zagotovo fantje nimajo nič treme, zdaj bodo veselo zaigrali in zapeli. Pozdravimo ansambel Ja, pojav!
trizno glavo imam. Če je kaj res lepo, pa se ne obračam stran. Dobro veš, da o pamet spravljaš me, zato da v oči ti pogledam res težko. Dobro veš, da privlačen sem in urejen, da za vsako bi plesal, da sem zaželen. Dobro veš, da med vsemi tebe sem izbral in ko jutro bo šlo, ne bo ti žal. Nič izgovorov ne išči, zdaj ni čas, zato z mano pleši in se ne sprašuj, kaj bo. Vzemi ali pusti, svet prehitro se vrti, jaz sem tisti, ki ga vedno iščeš ti. Dobro veš, da privlačen sem in urejen, da za vsako bi plesal, da sem zaželen. Dobro veš, da med vsemi tebe sem izbral in ko jutro bo šlo, ne bo ti žal. Nič izgovorov ne išči, zdaj ni čas, zato z mano pleši in se ne sprašuj, kaj bo. Vzemi ali pusti, svet prehitro se vrti, jaz sem tisti, ki ga vedno iščeš ti. Vzemi ali pusti, svet prehitro se vrti, jaz sem tisti, ki ga vedno iščeš ti. Jaz sem tisti, ki ga vedno iščeš ti. V našem studiu se torej zvrstijo različni ansambli, tokrat tile fantje prihajajo iz Grosuplja, tako ste nazaj pobegnili, tako da bom takole vmes prišla, če lahko. Simon, pozdravljen. Pozdravljeni. Kako si? Super. Tam so gledalci. Aha, moram tja gledati. Ja, torej 3 leta ste zapisali skupaj, ste isti člani kot na začetku? Tako, od samega začetka ansambel Pojav vsebuje 3 člane, to smo mi 3 fantje, postavni, poskočni. Ja, postavni, poskočni. Ja, se moramo no, poskočite. Hop, tako. Ja. Tako da, ja, trenutno delujemo 3 leta. Koliko časa bomo naprej, pa še ne vemo, ampak verjetno še nekaj časa. Zagotovo ne imate radi glasbo. Kdo vas je navdušil, da ste sploh poprijeli po instrumentih? A ste opazovali mogoče odlične generacije ansamblov, ki so orali ledino? Seveda, nekaj vzornikov imamo, nekaj ansamblov, drugače pa večinoma smo dobili v bistvu navdušenje že pri malih nog. Vsi trije smo se začeli učiti diatonično harmoniko. Torej vsi jo igrate? Tako, vsi trije jo igramo. In v bistvu, ko smo potem pa nekega dni smo se srečali, smo rekli, evo, kaj pa če bi naredili en ansambel, da se pojavimo malo na narodno zabavni sceni. Tako je potem postal tudi ime, ansambel Pojav, ker smo se pojavili. Dobro, razumem. In tako smo se, jaz sem se naučil bas kitaro, Uroš kitaro in začeli z igranjem. Nekomu pa ni bilo treba zamenjati? Ne, nekomu pa ne, se pa znajdu. Kako ste se to dogovorili, kdo bo zdaj zamenjal? Ja, skoraj smo malo, skoraj žrebali. Skoraj, ja. Še poprimete verjetno po diatonično harmoniko? Tako, seveda, veliko kratče. Kar se glasbe tiče, kje ustvarjate, kdo ustvarja za vas, kje snemate, mogoče to zaupamo? Tako, zdaj prvo skladbo, kot smo že slišali, to je naredil melodijo Marjan Turk, aranžma prav tako. Besedilo je pa prispeval Matej Kocijančič, če se ne motim. Posneli smo jo pa v studiu Mihelič pri odličnem producentu. Dober začetek, a ne? Torej dobra pot. Predlagam, da si privoščimo še kakšno skladbo, a ne? Se strinjate tudi vidva, odlično. Imamo pravo harmoniko? Ne, bo treba zamenjati, deva zamenjati. Ti dovolim. Se misli, da bo to napravil že med pogovorom, pa je tako pridno čakal. Ja, je tako noter padel, poslušal. Si poslušal. Si se pripasal, da ne bo dol padla? Uživajmo še v vaši dobri glasbi, ansambel Pojav. Nekje pod Alpami mala dežela leži, z gozdovi vsa je obdana, tu Slovenec prijazen živi. Ob cvičku in kranjski klobasi vsak urno obrne peti in ob domači glasbi
si se zavrti. Ponosen sem Slovenec, glasbo deli med ljudi, saj slovenske viže si peti vsak želi. Ratujec deželo zaide, lepota prevzame ga in ob domači glasbi se vnamejo srca vsa. Dežela leži, z gozdovi vsa je obdana, tu Slovenec prijazen živi. Ob cvičku in kranjski klobasi vsak urno obrne peti in ob domači glasbi si se zavrti. Deželo zaide, lepota prevzame ga in ob domači glasbi se vnamejo srca vsa. In ob domači glasbi se vnamejo srca vsa. Nikaj, lahko bi dejali, da je diatonična harmonika pravzaprav velika ljubezen marsikaterega muzikanta in da jih v Sloveniji imamo mnogo. Tudi naslednji ansambel nas v videospotu pozdravi prav s takšno. Briga me. Briga me, če ljubiš drugega dekle, saj nor sem bil, ker nisem verjel, da me vleče za nos. Briga me, ker pojdi z njim, ne vračaj se, nekod spoznala boš, da si izgubila ti. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lahkoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lahkoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje.
Lepo se je družiti z vami, upam, da še vztrajate v naši družbi, da še niste odšli spat in da vas seveda sneg ne bo kaj presenetil, saj ko bo prišlo novo jutro, zagotovo marsikomu ne bo prav všeč, ampak upam, da ne bo preveč. Sicer pa z dobro voljo in z dobro glasbo uživajmo naprej. Še enkrat v dobri družbi pojava, pa še kakšna beseda na njihov račun. Vprašal, naj kar hoče se zgodi, če moja bo, če jaz mogoče všeč se mi, bom kar povedal, da močno si jo želim, da me vznemirja, da po njej le hrepenim. Mogoče rekla bo, da me je čakala, da že kar dolgo rada moja bi bila. Mogoče na vso moč se name razjezi, pogleda me, grdo mi eno prisoli. Če bi kdaj z mano šla, pa ne zato, da bi se pogovarjala, jo bom povabil in nič ne bo mi žal, saj cagal fanče nikdar ni pri punci spal. Mogoče rekla bo, da me je čakala, da že kar dolgo rada moja bi bila. Mogoče na vso moč se name razjezi, pogleda me, grdo mi eno prisoli. Mogoče na vso moč se name razjezi, pogleda me, grdo mi eno prisoli. Pogleda me, grdo mi eno prisoli. Še kakšno rečemo na kratko, preden se fantje poslovijo. Simon, vroče vam je, vidim. Ja, mečkani pa je res rado vroče. Ja, kitarist tudi tako tolče. Ste kaj smučali za letos? Letos še ne, bomo pa zelo v kratkem šli. Boste, kam greste smučati, če greste? Verjetno Avstrija. Kjer? Avstrija. Avstrija, ja. Ne Slovenija. Prekratke proge, premalo snega? Točno tako, zelo trenutno mečkam premalo snega, pa mečkam kratke proge so tudi. Hvala lepa, da ste prišli med nas. Ni problema z veseljem. Želim vam seveda še naprej prijetno ustvarjanje, tudi ko boste izdali zgoščenko oziroma še kakšno stvar, ki jo boste obeležili skupaj z glasbo, tako da dobrodošli še kdaj v naši družbi. Hvala lepa. Hvala tudi vam, varno pot nazaj domov. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa privoščimo podkrajske fante, torej tiste, ki prihajajo iz naše okolice. V Šaleški se dolini razprostira naš kraj, ves je v rožah in zelenju, z vinogradi je obdan. Po bregovih bile hiše, sončne dnevu se blesti, in prebivajo veseli, dobrih, toplih src ljudi.
gradiščem, varuje nam dragi dom. Vabi nas na roče svoje, ko pozvanja mili zvon. Ostavi se popotni, skriva se okrog ozri. Tisoč telepot pozdravi, pesem nežna tu zveni. Lepša kakor vse lepote je preprosta pismica, ki privre meho in nežno iz slovenskega srca. In dokler bodo zvenile pesmi vsem ljudem pozdrav, tukaj bo naš rod prebival, zemljo kopal in oral. In dokler bodo zvenile pesmi vsem ljudem pozdrav, tukaj bo naš rod prebival, zemljo kopal in oral. Tukaj bo naš rod prebival, zemljo kopal in oral. Takole, zopet smo zamenjali akterje našega glasbenega odra. V naši družbi nocoj še enkrat ansambel Rosa. Mogoče pa danes dobim celo malce pomoči pri vodenju naše oddaje, kajti Jani Repnik je zagotovo eden izmed tistih, ki na Koroškem skrbi, da se slovenska narodno-zabavna glasba dobro sliši. Uživajmo v dobri družbi. Razpletla v kitki dve, morda jih razpletla.
Kot sem dejala, bi se včasih zagotovo prilegla kakšna družba. Jani, ti si tudi sam, ko si na radiju, ne? Ja, res sem čisto sam vsako sredo zvečer. Moje oddaje so sicer bolj dolge, trajajo kar 4 ure. Sam si tehnik in tudi voditelj, moderator, izbor glasbe. Za izbor glasbe, tudi za iskanje glasbenih gostov in tako naprej. Je pa res, da čas tako hitro mine, da mi včasih zmanjka časa, kljub temu, da je oddaja dolga 4 ure. Koliko let si zdaj že tako aktiven? 10 obletnico. Pred kratkim smo praznovali 500 oddajo, tako da res prehitro mine čas. Kako bi ocenil stanje narodno-zabavne glasbe v letu 2016, ki prihaja? Kaj pričakujemo? Kaj pričakujemo? Tudi od ansambla Rosa še in nasploh. Nasploh pričakujem še več ansamblov. Ja, dosti časih preberem kakšne tvoje zanimive misli, ne? Ja, mladi so... Kaj ti gre ful na živce? Kar povej. Nič mi ne gre na živce. Zakaj si zdaj rdeč? Nič mi ne gre na živce. Malo te hecam. Prav je, da se mladi odločajo. Tudi mi smo bili enkrat mladi, tudi mi smo se začeli ukvarjati z narodno-zabavno glasbo. Res pa je, da pred 20 leti pa še več ni bilo take konkurence, ni bilo toliko možnosti izobraževanja tudi za inštrumente, zdaj je vse bolj dostopno. Mediji so, internet je, vse je lažje, vse je bolj moderno, vse gre bolj hitro, tako da tempo je tak in se moramo s tem sprijazniti. Hiteti počasi, oziroma včasih bolj hitro zraven. Kar se ansambla Rosa tiče, pa kot sem že prej povedal, da bomo še igrali, sezona smo lahko zadovoljni, se polni, tudi neki projektov imamo v načrtu za letošnje leto, posnet nekaj videospotov, tudi kako novo skladbo, tako da ne bomo počivali na lovorikah. Ja, ki jih je tudi kar nekaj, ne? Nekaj je, res da od začetka malo več teh festivalov, zdaj zadnja leta pa prepuščamo to mlajšim, ne bolj zagnanim, ampak bolj nadobudnim te festivale, nastope na festivalih. Je pa Jani, ne, ba je zgrešil oziroma izpustil en poklic, ki bi mu zelo pristal, ne. O tem bomo spregovorili, ko se vrnemo, ne, po tele glasbeni zabavi, ki jo pripravljamo. Fantje, veste, kaj bomo zaigrali? Upam, da. Instrumenti so menjani, ta zadnji član. Ja, tako, odlično. En lep valček, ki sta ga zaraz napisala Bojan Zeme in Daniela Pečnik, s katerim... Sta že postala starša? Sta že postala starša, ja, že v koncu lanskega leta, decembra. Z Bojanom sodelujemo že res, lahko rečemo, samega začetka. Pred 20 leti je že za nas napisal skladbe, tako da zdaj smo se pa spet obrnili na njega, pa ga zaprosili in nastal je res lep valček, ki ga Karmen zelo lepo in čutno zapoje. Res. Super. Dajmo si privoščiti tale valček skupaj s Karmen in ansamblom Rosa. Kot prvi vonj cvetov pomladi, sonce oplazi svet. Kot lahen vetrič grem na jason, zate utrgam cvet. Če bi lahko se čas ustavil, bi se vrnila tja. Ko mi je tvoja nežna roka dve kitki spletala. Za vsako srečo, za tvoje solze goreče srce, za hrepenenje in se skrbi hvala ti. Za vsako srečo, za svetle noči, vse srečne dni, za hrepenenje in se skrbi hvala ti.
solze, goreče srce, za hrepenenje in se skrbi hvala ti. Za vsako srečo, za svetle noči, vse srečne dni, za hrepenenje in se skrbi hvala ti. Za hrepenenje, za vse mati hvala ti. Kaj bi glasba brez ljubezni? Ja, takšne in drugačne. Seveda pa tudi sodelovanje med Boštjanom Konečnikom in ansamblom Rosa ni tako neznano, kar nekaj skupnih stvari so storili, ampak tokrat samo Boštjan Konečnik. Ko temna noč zvečer spusti se na zemljo, me mirna kri v meni čisto ponori in svetla luca zopet me odpelje tja, kjer mojega srca je ljubica doma. Že dolgo, dolgo, dolgo res osvajam jo, si vedno tiho rečem enkrat moja bo. Saj zadnjič me objela je tako močno, da mi kot noro je srce razbijalo. Zato odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva, da ti dam poljubček vroč in ljubim te vso nočno. Daj odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva in da ogreješ mi srce, ki bije le za ti. Že dolgo, dolgo, dolgo res osvajam jo, si vedno tiho rečem enkrat moja bo. Saj zadnjič me objela je tako močno, da mi kot noro je srce razbijalo. Zato odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva, da ti dam poljubček vroč in ljubim te vso nočno. Daj odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva in da ogreješ mi srce, ki bije le za ti. Zato odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva. No, daj odpri mi ljubica, da malo spet se stisneva in da ogreješ mi srce, ki bije le za ti. Lepo, da ste z nami, mi vam še ne bomo pomahali. Vsaj 3 odlične skladbe smo še pripravili. Najprej pa seveda še enkrat v dobri družbi ansambla Rosa. Včasih mi spomin pobegne tja nazaj v otroške dni, tista šolska leta, polna novih znanosti. 100 stvari sem pozabila, to
lepšati. Tam za šolo sem spoznala, kakšno moč poljubi ima. In še danes rada sprejmem tvojega. Danes me ljubezni sila, tja v nebo je izstrelila. Zdaj nad oblaki se sprehajam, s čašo ljubezni se opajam. Zopet me ljubezni sila, tja v nebo je izstrelila. Poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Tam za šolo sem spoznala, kakšno moč poljub ima. In še danes rada sprejmem tvojega. Danes me ljubezni sila, tja v nebo je izstrelila. Zdaj nad oblaki se sprehajam, s čašo ljubezni se opajam. Zopet me ljubezni sila, tja v nebo je izstrelila. Poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Zopet me ljubezni sila, tja v nebo je izstrelila. Poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Še zadnji pozdrav, ki ga bomo deležni od ansambla Rose. Všeč mi je vajna interpretacija, ko vam ni treba igrati, bi to ponovili, kaj sta pokazala, ne? Kako že gre? Se izstreli? Se izstreli? Kako gre tisti tekst tam vmes? Izstrelila. No, kako to naredita? Izstrelila. Tako lepo sta izstrelila. Kdo je bolj tako navihan? Tale Jani? Igor. Po mojem je, ker Igor je zelo navihan. Vicmacher je Jani. A veste, kaj rečejo? Tiha voda bregove dere. Res. Da Igor pove, no, pred kratkim je dobil tale tvoj prijatelj Jani en tak kompliment od enega gospoda, ki mu je rekel, da bi lahko opravljal še kakšen drug poklic, da mu gre dobro od rok. Kateri je to? Kateri je to? Kateri poklic mu paše še? To pa ne vem, kateri. Ne veš? Da Jani pove. To je že nekaj let nazaj, ko smo Jani po roki igrali. Ti si tam pač imaš šov, ne? Mi imamo Šov točke. polno šova. Ja, frizer. Ne. Mi poskrbimo na porokah tudi za, ne samo za glasbo, tudi za šov program in ena točka je tudi, ko se oblečemo župnika. Marko je prisrčnega ministranta. Potem pa ponovimo mašo za mladoporočenca. No in na eni poroki od moje bratranke Irene mi se pripravimo že vse, da bomo začela z tem obredom, pa takrat stopil v dvorano župnik. Jaz nisem vedel, bi preprosto odšel. Nadaljeval, ali bi nehal, ali bi se skril. No, pa smo se pa le odločila z Markotom, da bomo nadaljevala. Sma speljala to do konca, no potem je pa župnik, no, dobili smo pokoro, to je bilo še prej, da smo cel ansambl dobo pokoro, smo mogli iti čez en mesec pa pol špilati na Novo Mašo v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, no pol je pa rekel župnik, je prišel do mene čez nekaj časa, je rekel, ti bi mogel biti župnik. Ti bi mogel biti župnik. Srek, ne se hecat, to ni res, rek, ti bi res mogel biti župnik. Vse strinjamo? Ja, seveda. Ampak takrat bi bil prikrajšan kakih stvari, ki pa seveda zdaj lahko delaš. Maši ne bi mogel zjutraj iti, zato ko soboto špilam. To bi bil pa zelo prikrajšan. Še zaključni pozdrav, dragi moji, preden nas boste zapustili. Hvala lepa, da ste spet prišli, kar nekajkrat ste bili že v našem studiu zagotovo. Še kdaj dobrodošli, z
veseljem. Kak novoletni pozdrav še? Ponovoletni pozdrav. Spremljate narodno zabavno glasbo, pa najvižjo na VTV. Hvala lepa. Klaudijo. Pa tudi ansambl Rosa lahko spremljate, pa obljubimo, da še pridemo. Tako. Hvala lepa. Pa zdravi bote. Pa veseli. Srečno in hvala lepa za obisk. Hvala. Srečna in zaljubljena, zavedno moj si ti in jaz zavedno tvoja. Dve srci v eno združeni do konca dni. Zaželeli nama svat je srečen zakon, ljubezni in veliko razumevanja, da bi uspešno vse viharje prebrodila in da res dolgo skupaj srečna bi bila. Zavedno moj si ti in jaz zavedno dva golobčka sva mi dva, srečna in zaljubljena, zavedno moj si ti in jaz zavedno tvoja. Dve srci v eno združeni do konca dni. Kot dva golobčka sva mi dva, srečna in zaljubljena, zavedno moj si ti in jaz zavedno tvoja. Dve srci v eno združeni do konca dni. Dve srci v eno združeni do konca dni. Le še slovo je ostalo, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo se imejte, naj vas greje, ja, kaj toplega, predvsem pa dobra glasba in dobrodošli med nami zopet čez teden dni. Srečno in lahko noč.